Ja, zakon o dolgotrajni oskrbi že več let v pripravi, iščejo se rešitve in zdaj seveda verzija zakona, ki je bila v javni razpravi, je predvidevala določene rešitve, s katerimi tudi nismo bili zadovoljni in smo podali amandmaje takrat, ko je bila javna razprava. Žal je potem bila vložena verzija zakona, ki je v celoti demantirala to, kar smo se pogovarjali in to, kar smo želeli v okviru javne razprave, tako da smo po vložitvi sicer govorili še z ministrom za zdravje in ministrom za delo, družino in socialne zadeve, ampak v tem trenutku je vložena bila verzija zakona, s katero se ne strinjamo v delu, ko se ukinja dodatek za pomoč in postrežbo. In bili smo prisiljeni namesto moči argumenta uporabiti argument moči. In to so podpisi v številu 13.683, ne samo slepi in slabovidni, ampak tudi njihovi družinski člani, podporniki, prijatelji, skratka vsi, ki so razumeli, da se dodatek za pomoč in postrežbo ne more ukinjati. Ne trdimo, da si želimo dvojno financiranje, se pravi, poleg dodatka za pomoč in postrežbo tudi storitev dolgotrajne oskrbe, ampak enostavno ukinjanje ene pravice, ne da bi vedeli, na kakšen način bomo lahko uveljavljali drugo pravico, pa za nas ni sprejemljivo. V prvi verziji zakona so bile noter še pretvorbene tabele, se pravi, tisti, ki so bili prejemniki dodatka za pomoč in postrežbo, so vedeli, kakšni denarni prejemek bodo dobili po dolgotrajni oskrbi, zdaj v tej verziji zakona te pretvorbene tabele notri ni. In metodologija ocenjevanja upravičenosti do storitev dolgotrajne oskrbe je v tem trenutku neznana. Temelji na medicinskem modelu, temelji na tem, koliko se lahko kdo obleče, umije, nahrani, zadovolji neke osnovne življenjske potrebe in slepi in slabovidni lahko vse te stvari delajo sami. Ko so pa enkrat oblečeni, umiti, nahranjeni, takrat pa ostanejo sami v prostoru, ker se ne morejo premakniti. In tudi določene stvari ne morejo sami delati in imajo višje stroške v življenju. Slepa oseba si ne more sama postriči nohtov. Rabi pomoč nekoga, mora iti na manikuro, si ne more postriči nohtov na nogah, rabi pedikuro, se zaletava v ovire, ko hodi, rabi večkrat novejše čevlje ali pa jih mora popravljati, se prihranjeno popaca, mora večkrat odnesti obleko v čistilnico. Skratka, cel kup enih stvari je, zaradi katerih so ljudje upravičeni do nekega denarnega prejemka, dodatka za pomoč in postrežbo, da te višje stroške krijejo. Kaj se bo zgodilo zdaj z našimi podpisi, ne vemo, predvidena je splošna razprava v okviru prvega branja. Če bodo spustili zakon naprej v nadaljnjo obravnavo, upam, da bo minister za zdravje držal besedo, ko je odgovarjal na poslansko vprašanje, kajti obljubil je, da bo upošteval specifiko invalidnosti slepih in slabovidnih. Upamo na najboljše. Danes nas tukaj nihče ni sprejel, v ponedeljek smo prosili odbor za zdravstvo, predsednico Anjo Bah Žibert, pa tudi gospo Evo Irgl, predsednico odbora za delo, družino in socialne zadeve, ampak nas niso sprejeli, morebiti tudi nimajo časa, ne moremo niti špekulirati. Pričakujemo pa, da bomo vabljeni na seje odbora, ko se bo predlagana zakonodaja obravnavala in da bomo tam lahko poslancem, članom odbora predstavili naše pomisleke, zahteve, želje. Prosim.